Čau, kje ste, kako ste? Jaz sem z morja. Mislim, se verjete, ni noben toliko navdušen, kakor jaz dejansko. V glavnem, imamo novega družinskega člana in sicer njega. Danes, ki je 26.7. zbiramo na Instagramu ime zanj, tako da pohite, verjetno do jutri zjutraj, do 27.7. zjutraj. Kaj še bilo? Rojsten dan sem imela, hvala za vse želje, najboljši ste, zlati ste, hvala vsem, ki ste z mano dejansko preživeli rojsten dan, ker je bilo amazing. Bili smo v Pulju, v Fažani, v Medulinu, v Galižani, karkoli že to je. Imeli ste na izbiro Otok, Lutk, Mumije in Egipt, to dvoje ste zbrali, potem je bila pa še Atlantida in pa srednjeveška metoda zdravljenja in tisti stvari, ki so jih uporabljali, ki so mečken. Sem se odločila, da moram vsem pokazati en daril, ki sem ga dobila. Ne bom povedala, tako ga je, ker ne vem, če lahko, ampak sem bila čist ganjena, kaj lepšega. Poslušajte. A veš to? Tadam, dam, dam, tadam. Gremo na Otok Lutk. Otok Lutk, ki ga bomo danes obravnavali, se nahaja v Mehiki oziroma v neposredni bližini južno mehan od Mexico Cityja in sicer v kraju, ki se imenuje Xochimilcos ali pa Xochimilcos. Nisem ziher, učila sem se italijansko, nisem se učila špansko, sorry. Tukaj gre za eno območje, ki je prepleteno z vodnimi kanali. Tam je tudi nek park dejansko, kjer te potem razvažajo krog s temi ekstremno pisanimi ladicami, to pač plačaš in potem si del tega parka in se voziš okrog. Skratka, en izmed teh majhnih otočkov, to so majhni otočki, je tudi ta Otok Lutk, ki tukaj med to mrežo kanalov. Te kanali imajo pa pestro zgodovino, ne gre samo za Otok Lutk, tudi odprej že. Recimo 1911 je bila Mehiška revolucija in v tej Mehiški revoluciji je bilo toliko smrtnih žrtev, ki so bile potem neposredno naplavljene direkt med te kanale in takrat se je tam nahajalo ogromno teh okostnjakov, ki so jih še leta in leta potem tam lahko našli v teh kanalih, verjetno še danes bi kdo kaj našel. Mehiška kultura je pa že v osnovi tako res prepredena s temi legendami in verovanji, povezanimi z mrtvimi in živim svetom, ker verjamejo v to posmrtno življenje. Zdaj ste tudi videli mogoče v risanki Koko, ta je res amazing risanka. Jim je pa to nasploh ful pomembno, verjamejo v posmrtno življenje, v razne duhove umrlih, to je pri njih ful močno prepričanje, veliko bolj močno kot tukaj pri nas. In posledično verjamejo, da potem te duše mrtvih v teh kanalih še vedno strašijo oziroma, če že ne strašijo, so lahko nevarne ali pa so to razburkani demoni, ki pa potem lahko posedajo sodobne ljudi tam, tako da prihaja do raznih eksorcizmov. Tako da ja, vse je tako prepredeno, ne gre tukaj samo za ta Otok Lutk. Torej, mehiška kultura in Día de los Muertos. Ziher bom kaj narobe rekla. Skratka, dan oziroma dnevi mrtvih. Pri nas bi to lahko mečkeno asociirali na dan mrtvih, ampak ni enako. Zdaj, ko pri nas je to, gremo na pokopališče, se jih spomnimo, prižgemo svečke. Pri njih je to velik praznik. Dejansko tako, kot vidite v risanki Koko, ta je toliko dobra, res ne morem prek tega. Kako je to dobra risanka, nimam besed. V glavnem, imajo cele oltarje, cele družine se zberajo, molijo, govorijo zgodbe v njih, na vsak način se jih želijo spomniti, tudi s predmeti, recimo na pokopališče nesejo predmete, otrokom nesejo igrače, odraslim ali pa starejšim nesejo, ne vem, najljubšo alkoholno pijačo ali pa hrano, tako res simpatično. Potem so pa še te oranžne rože, ne vem točno kako se imenujejo, ampak so zelo pomembne in z njimi počastijo mrtve. In spet v tej risanki vidite takle tele mostove, vse je prepredeno s temi rožami in tudi na Otoku Lutk, zato to omenjam, so posajene te rože na veliko. Vse je pač asociirano s smrtjo in posmrtnim življenjem. Na morju sem pozabila, kako govoriti. Znam hrvaško zdaj. Se verjetno že res sprašujete, Lenka, zakaj hudiča, lahko poveš, da visi toliko enih creepy lutk? Ok. Zdaj, štos in problem je v tem, da teh zgodb je milijon. Jaz sem probala za vas se potruditi zbrati najbolj legitimno in sicer. Skratka, različnih zgodb tukaj legend je veliko, čeprav tista najbolj originalna, ki sem jo jaz najdela, govori tako, da Don Julian, v glavnem, ta moški je bil tisti prvotni naseljenec in on je bil majčkeno poseben. Bil je
Zdaj, ena zgodba govori, da je bil poročen in imel otroke, kar bi bilo mečken čuden, druga zgodba je, da je bil heartbroken in se mu je paralo srce in zato se je umaknil na ta otok in je postal neke vrste pijanec. Nekega dne naj bi on čepel tam pri vodi in bi videl 3 dekleta, ki se kopajo in ena izmed teh deklet se je začela utapljati. Naj bi bila to dekleta in ne majhne punčke. In potem, ker je ni mogel rešiti oziroma je bil pač prepozen in je umrla, na tem mestu, ker ne bi njo najdel utopljeno, potem je začel tja prinašati na vsak način lutke. On je trdil, da ne bi njega ponoč strašili razni zvoki, ta otok ne bi postal haunted, se pravi duh te deklice, ki je utonila, ne bi ga na vsak način strašil in preganjal in ne bi mogel spati. Zaradi tega se je on odločil iz dneva v dan, njegova življenjska misija je postala, da je iskal te zapuščene lutke, kjer jih je le mogel najdati in jih je potem z vozom tovoril na ta otok in jih je dajal tja v bližino te okolice, kjer je ona utonila. Zakaj je tam zdaj milijone in milijone in milijone, res tisoče in ogromno lutk? Ne bi bilo pa zaradi tega, ker potem so turisti sami začeli prinašati te lutke. Kakšne so te lutke? Niso prijetne, ne pogled, definitivno ne, lahko vidite po slikah. Te lutke so ali v delih, ali v celoti, ali je samo glava, ali je samo očesni zrkel. Pa je pa itak prepredene s prahom, pa mrčesom, pa pajki po njih lezajo, pa kakšne so dejansko krvave, ne vem, definitivno je tam srhljivo in če gledate majčkeno dokumentarce, ki so šli ghost hunterji tja, ali pa razni youtuberji, ki so dejansko tam noč preživeli, Mislim, ne verjamem duhove, ne verjamem, da dejansko strašijo, ampak da bi šla pa jaz tja, bi jim bilo pa verjetno na smrt strah. Pri ghost hunterjih, na primer, se jim je kar samo od sebe ogenj tam vnetel, plus s sabo so nesli že eno lutko, ki ne bi bila ekstremno haunted, ki ne bi se kar smejala in ne bi bila posedena s 5 demoni. In preden so to lutko sploh na plano vzeli, se je ena lutka na tem otoku kar smejati začela na vas glas, čeprav ni imela nobene elektronike vse, tako da je... Ok, še ena ful zanimiva stvar, če boste ali pa če ne boste enkrat v življenju tja šli, morate vedeti, da ni samo eden otok lutk. Zakaj? Zaradi turizma so začeli delati fake otoke lutk, tako da verjetno jih je danes že več, ker pač 2 leti nazaj so bili v nastanku, zdaj mislim, da jih je že več in sicer lahko prideš tja in ne vedno rečeš, jaz bi šel pa na otok lutk in te bojo peljali kar nekam in ne na ta pravi otok lutk, ampak pač na enega fake. Nekje sem dejansko videla, da imajo na enem izmed fake otokov Annabelle lutko, ki niti ni legitimna Annabelle lutka, pač niti ni tista cunjasta, ampak je ona originalna iz filma, ki vemo, da ni originalna, če ste gledali moj video, tako da je res zelo fake. Na pravem otoku lutk je zdaj lastnik tega otoka in skrbi zanjega in edini, ki tam gor živi, je njegov nečak Anastazijo, od tega Don Juliana. In spet na tem pravem otoku je tudi oltarček posvečen tisti prvi lutki, edini lutki, kateri je Don Julian dal ime in sicer tole ime. Izgleda tudi takole. Od spodaj je mini posodica za razna darovanja, zaradi tega, ker se pravi Mehičani močno strašno verjamejo v te stvari. Pa še eno, še imam legende za vas, še eni konci, sicer na tem otoku, se pravim, zgodbic je ogromno, začeli so že z tisto mehiško revolucijo, ampak gre še za to, da naj bi tu živela podvodna pošast. In sicer takrat naj bi verjeli in v morske deklice že 50 let nazaj in v razne pošasti in te duhove in demoni, ne bi tukaj živela neka ogromna morska pošast oziroma kača oziroma duh, ali ne bi bil duh te deklice ali pa samo nek preganjena duša tam in ne bi tudi ob smrti Don Juliana, ki ga jasno ni več med nami, ne bi ga takrat, ne bi nečak videl, kako ga je ena ogromna riba obvila in ga je sabo vzela v vodo in ne bi šel potem njegov duh v to ribo ali nekaj v tem smislu. In tudi ne bi se to zgodilo praktično na identičnem kraju, kjer je utonila tista deklica, zaradi katere naj bi sploh strašilo na tem otoku. Tako da, lutke naj bi se premikale, to je po besedah tega Anastazija, nečaka. Lutke tam naj bi se premikale v zelo nekih dotičnih vzorcih in sicer ne samo roka ali pa noga ali pa minimalno, ampak tako res konkretno v nekih gibih, ki jih prepoznaš pri vsaki lutki posamično, ne bi se smejale, ne bi se oglašale, v glavnem zvoki celo noč. Anastazijo dejansko pokaže tako izpostav 3, 4, 5 lutk, reče, te so najbolj divje, te se največ oglašajo, te so res
partymakerji. Če se sprašujete, če domačini tja zahajajo, odgovor je ne, niso sploh fani tega otoka, v bistvu samo turisti tja hodimo. Zakaj ne bi služili z nami, ampak što si o tem, da oni so res toliko navajeni teh stvari. Nasploh pomenijo te prazniki in posmrtno življenje, da jim to ni nekaj ekstremno posebenega oziroma rečejo, da je ta otok simpatičen. Seriously. Tako da ja, gre za turistično atrakcijo, tako da če greste tja pazite, da vas ne zapeljejo na fake otok. To je pa to, kar je informacije trenutno od tega otoka. To, kar ste mi to predlagali, da zdaj končno je tukaj, upam, da vam je všeč. In se vidimo zelo kmalu čez par dni v naslednjem videu o mumijah, tako da pejte si ga pogledati. Hvala, da ste gledali, radi se imejte, se vidimo naslednjič, čau!